ful smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potek. Živjo! Hello. Šenare, Dobar dan. ljubi? Ne ljubi. Ljubi? Ne ljubi. Ljubi? Ne ljubi. Teja, kaj pa delaš? Skušam ugotoviti, če je oseba, ki mi je všeč, zaljubljena vame. A to ti povejo cvetni listki, ki jih trgaš z marjetice? Ja, počakaj, da končam. Še 5 jih je. Ljubi? Ne ljubi. Ljubi? Ne ljubi. Ljubi? A je, evo, izgleda, da bo šlo. Jaz mislim, da so to le vraže. Če želiš zares izvedeti, ali si osebi všeč, jo moraš vprašati. Če mi je pa nerodno. Kdo je neroden? A se je komu kaj zgodilo? Nič. Teja ima metulje v trebuhu, pa jo je malce sram govoriti o svojih čustvih. Joštno, ti čveka. Teja, saj smo tu vsi tvoji prijatelji. To res ni nič takega. Ja, o čustvih je pomembno govoriti. Čeprav je bilo meni tudi najtežje o svoji ljubezni povedati ravno osebi, ki mi je najbolj všeč. Zato te čisto razumem. Morda se to da trenirati. Ja, tako da poveš najprej svojim prijateljem, pa staršem in bratu ali sestri o vseh prijetnih stvareh, ki jih čutiš, ko si z njimi. To so različne ljubezni. Predlagam, da se danes namočimo v ljubezen in jo delimo tudi skozi zvočnike. Bom jaz začela. Rada imam novice. To pa ne velja. Tudi jaz imam rada, na primer, redkvice. To mi ni težko povedati. No, punci. A nista nečesa pozabili? Saj res. Preden začnemo, poskrbi, da te ne bo nič zmotilo. Da si udobno nameščen ali nameščena. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo všel noben šum. A najprej nas zanima, kaj je novega v svetu. Novice! Novice. Metuljčkast pozdrav v novicah. Kaj bomo pa danes zaljubljene, novega izvedeli? Urana Ljubica, pozdravljena. Teja, kako si kaj? Tako dobro vodiš tele novice? Ves čas te poslušam. Dobro sem, hvala. Me veseli, da sva se spoznali. Pa še tako prijazna, pa tako lep glas imaš. Joj, hvala. Mi je že malce nerodno. Posluš, Teja. In poslušajte, poslušalke in poslušalci. Jaz mislim, da moramo ljudem kar povedati, če so nam všeč. Rada širim ljubezen na vse načine in v vseh oblikah. Ja, v vseh oblikah sem rekla. Ljubezen se lahko rodi marsikje in med marsikom. Nekateri hitro povemo, da nam je nekdo všeč, nekateri pa so bolj sramežljivi in si vzamejo več časa. Nekateri se zaljubijo v fante, nekateri v punce, nekaterim to sploh ni pomembno, nekaterim pa ni všeč nihče. Pomembno je, da smo do osebe, ki nam je všeč, spoštljivi in da jo poslušamo. Da se odmaknemo, če nam reče, da je ne zanimamo. Čeprav to ni prijetna izkušnja in nas potem boli, je pomembno, da spoštujemo to drugo osebo. Tudi nam ne bi bilo všeč, če bi kar silili v nas, kaj ne? Med mladimi opažamo kar precej stisk. Veliko čustev se je nabralo,
sploh v zadnjem času, ko se nismo mogli tako pogosto družiti, kot bi si želeli, in smo bili nemalokrat sami. Marsikomu je bilo zelo težko in težave so se nabirale. Komu se pa take reči pripetijo tudi iz drugih razlogov. Pomembno je, da kar sami sebe vprašamo, kako se počutimo, in če se dlje časa ne počutimo dobro, je prav, da poiščemo eno odraslo osebo, ki ji zaupamo in ji to povemo. Da se neprijetna čustva ne bodo kopičila. No, Teja, takole vračam besedo in podarjam še en cvet. Izvoli. Hvala, urana ljubica. Res lep cvet. Gremo kar naprej. Galeb Golobič, si z nami? Sem. Nahajam se v parku Tivoli in opazujem zaljubljence, ki se objeti sprehajajo. Vreme je idealno za zmenke v naravi, a ni vedno tako. Naše načrte za ljubezensko druženje lahko hitro pokvari kakšen dež, močan veter ali pa celo toča. A naj vas to nikakor ne ustavi. No, toča naj vas kar ustavi in raje ostanite doma. Za vse ostale vremenske pojave pa imam nekaj predlogov, kaj lahko počnete s svojim sozaljubljencem ali sozaljubljenko. Na deževni dan lahko ostanete doma in skupaj rišete, plešete ali igrate družabne igre. Če je snežilo, se lahko družite ob izdelavi sneženega moža. Če je zelo hladno, pa lahko greste skupaj drsat do bližnjega drsališča. Ob gosti megli pa predlagam, da starše poprosite, da vas zapeljejo kam v hribe. Ni bolj romantičnega, kot preživeti dan na sončku, medtem ko se pod vami prepreda gosto morje megle. Joj, morje! Tako sem si ga zaželel, da bom kar odletel tja. Grem pogledat, če so kaj zaljubljeni tudi na Primorskem. Adijo! Najlepša hvala, Galeb Golobič. Sedaj pa že nestrpno pričakujem naslednjega gosta. Prihaja namreč iz Nove Gvineje. Dober dan. Javljam se vam kar preko Zooma, ker nisem letalec, ampak plesalec. Naj se vam predstavim. Sem rajska ptica po imenu Vogelkop Loporina. Moja plesna rutina, ki jo vsako leto pripravim v sezoni parjenja, je znana po celem svetu. Posneli so me celo za televizijo. Ampak pustimo zdaj to. Torej, moj nasvet za ljubezen je ples. Če ne znate sami peti, si zavrtite kakšno lepo ptičje žvrgolenje, potem pa razširite svoja krila, roke in se zavrtite skupaj s tistimi, ki jih imate radi. Medtem bo zagotovo preskočila kaka iskrica in se bo vnela ljubezen. Če pa ne, pa nič hudega, se boste vsaj lepo imeli. Na plesanje in ljubezen! To so bile majske novice. Do naslednjič! Ej, piše, da bo zdaj gost. Ne, gost! Ja, gost! Dobrodošli! S Tejo sva v mesecu maju obiskali vrtec Mladi rod skupino Lisice. Otroci v tej skupini so zelo zgovorni in so nama povedali tudi nekaj o tem, kaj pomeni ljubezen. Da imaš nekoga rad. Wow, ampak kaj pomeni to, da imaš nekoga rad? Da ga imaš rad. Ja, kot da pač tako. Jaz da ga imaš rad, pa da lepe stvari počneš z njim. Da se z njim igraš,
da se z njim lučkaš, da si zaljubljen v njega. Koga imate vi vse radi? Mamica, očija, svoje živali. Jaz imam sestrico. Jaz imam rada kosto. Svojega brata, kuška od tete, pa mamico, pa očija, pa dedija, pa bratranca, pa sestriče. Wow. Jaz imam vse rada, pa tudi naravo. Jaz pa rad vse pite iz tega vrca. Jaz imam pa rad svojo mami pa svojega očija. Jaz imam rada svojo družino pa živali. Kako pa kdorkoli izmed vas pokaže tem osebam, ki ste jih zdaj našteli, da jih imate radi? Na kakšen način jim Da jih pokažete? objememo, da jih stiskam, da se zelo rad z njimi igraš. Pa da jih objemaš ali pa ljučkaš ali pa knjigaš. Ali pa da če ti starši dovolijo preči z njimi. Koga imaš pa ti rada? Očete pa mami. Kako jima pa to pokažeš? Da jih objameš? Ja. No, super. Pokažeš tudi, da jih imaš rad, da jih ubogaš. Ja. Jaz tako pokažem svoji mamici batiju, ker jih imam rada, da se z njimi igram. Ravno prihaja do tebe ta oseba, ki jo imaš zelo, zelo rada. Kaj se zgodi v tvojem telesu? V mojem telesu se je res zgodilo, da sem imela rada to, da sem prav tukaj, da sem ga objevala. Kaj še čutiš v svojem telesu, ko si zaljubljen? A kaj srček naredi? A kaj trebušček naredi? Ja, odripa. Ali začne misliti na njega. Ja, v tvoji glavi je skozi ta oseba, res je. Jih malo začnem pobrišati, pa da mi gre malo na jok. Je kdo za vas kdaj naredil kakšno tako stvar, da si rečete, ja, ona me ima pa rada, zato pa je to naredila zame, ali pa on? Jaz to začutim, ko me moja mlajša sestra pride in se nasmeni. Jaz pa začutim, da me ima nekdo rad, ko me objame. Ker pusta mi kdaj kaj nariše. Mene ima pa Inja rada, zato ker pride in se name nasloni. Mene ima tako sestrica rada, da se z mano igra. Tudi tako je lahko, da pošlješ pismo nekomu. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi prav zares. Zakaj se ne bi imeli? Radi, 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 zakaj se ne bi imeli? Radi, 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 zakaj se ne bi imeli? Radi, 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 zakaj se ne bi imeli? Radi prav zares. Za boljši svet. Hej, Marko! Čigav je pa tisti skiro pred vrati? Juretov je, sem si ga sposodil, a ni dober. Kaj je pa s tvojim narobe? Nič ni narobe, samo ni tako lep kot Juretov. Nekoga želim malce očarati, veš? A ja, a greš na zmenek? No, ne bi rekel ravno na zmenek. Ravno se spoznavava in malo se bova pogovarjala in tako, saj veš. Poglej, kako sem se lepo počesal. No, se ravno to je zmenek. Pa res nisi nikoli tako počesan.
Kaj pa je ta von? Ukradel sem očkov parfum. Celo minuto sem se škropil z njim, čisto malce ga je še ostalo. Pogovor pa sem mislil začeti z: Hoj, Adri, kako pa danes čedno izgledate. Kakšna kemija pa je tole med nama? Kaj misliš? Kaj? Kakšna kemija? Kaj je to? Odkot so te besede? To sem se naučil v enem filmu zadnjič. Vsi so imeli neke velike lasulje. Pa veš, kaj to pomeni? No, ne, ampak zvenelo je zelo lepo. Ampak to sploh niso tvoje besede, Marko. In tvoj von, in tvoj skiro, pa tudi tvoja frizura ni. Pa se mora malce pripraviti in urediti, a ne? To že, ampak zdi se čisto druga oseba. Sploh nisi tak, kakršnega te poznam. Na zmenku pa moraš predstaviti sebe, ne neke druge osebe, ki sploh ne obstaja. A to pomeni, da moram iti s svojim skirojem? Ja, pa govoriti moraš tako, kot bi ti govoril. In imeti takšno frizuro, s katero se ti najbolje počutiš. Prav je, da se malce urediš, ne pa popolnoma spremeniš. Pa res, imaš prav. No ja, imam še dovolj časa, da skočim še enkrat po tuš. Prav, samo bodi to, kar si. Pa srečno na zmenku! Hvala. Pravljica. Danes ti bomo za spremembo povedali pesem. Ko govorimo o ljubezni, namreč veliko govorimo o pesmih. O svojih čustvih nekateri raje pojejo ali pa napišejo kakšen stih. Pesmi so verjetno stare toliko, kot je stara ljubezen. Lahko jih pojemo ali recitiramo. Nekatere so ljudske, za nekatere pa točno vemo, kdo jih je napisal. Pesmi v sebi nosijo zgodbe. Današnjo je napisal pesnik Andrej Rozman Roza in nosi naslov Zaljubljeni bobri. Zaljubljeni bobri. Zaradi bobrovke Bojane, v katero sta se zaljubila, sta bober Bor in bober Brane med sabo besno bitko bila. Ko sta se z repi klofutala in za kocine se grabila, ter ostre zobe si kazala in prav nesramno si grozila, je bober Bobi grizel les in iz dreves napravil jez. Da v jezeru, ki je nastalo, se je odlično plavat dalo. In tudi bobrovka Bojana je v njem veselo čofotala in upila: Bobi, ti si sila, jaz bi se s tabo poročila. In ker je Bobiju Bojana bila všeč, sta se res vzela. Od besne bitke podivjana pa Bor in Brane sta norela in se še kar naprej lasala, da na vse zadnje sredi noči tesno objeta sta zaspala, ker sta ostala brez moči. Tole se je vse skupaj končalo kot v tistem pregovoru, kjer se prepirata dva, tretji dobiček, ljubezen ima. Bober Bobi v jezeru plava in uživa z bobrovko Bojano, medtem ko pa saj tudi Branetu in Boru ni slabo. Lepo je spati v objemu nekoga, še posebej, če je zunaj mrzla noč. Zdi se mi, da se imata prav fino. Upam, da bosta potem, ko se zbudita, nadaljevala z objemanjem in prijaznimi besedami, ne pa z lasanjem. Pretepanja nihče ne mara. Kaj pa ti? Si že koga objel ali objela danes?
Če pa si že kdaj napisala ali napisal kako pesem, pa nam jo le pošli na oro.oddaja@gmail.com. Že dolgo nismo dobili nobene pošte. Adijo! Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau. Vi se schedu! Doviđenja! Zajden! Naslišanje! Današnja oddaja je bila pa pravi čustveni vrtiljak. Kar malo se mi je zvrtelo. Mogoče si pa tudi ti zaljubljen, Jošt. No, nisem mogoče zaljubljen. Zagotovo sem. Teja, si vprašala svojo simpatijo, če si tudi ti njej všeč? Ja, sem. In? Ja, kmalu greva na zmenek. Kam pa? A na Maldive? Ali pa mogoče v Pariz? Slišal sem, da je to zelo romantično mesto. Meni se zdi bolj romantično opazovati sončni zahod nekje v gorah. A greš na zmenek v Himalajo? Ah, kje? Najprej na sladoled, potem pa naprej. Vaše romantične izlete pa raje prihranite za naslednjo oddajo. Zakaj? Ja, zato ker bomo govorili o svetu oziroma o potovanjih. Ja, seveda, ker bo to zadnja oddaja pred počitnicami. Pa da bomo dobili kakšno idejo za naša poletna potovanja. Prisluhnite nam lahko spet od nedelje, 26. junija naprej, Na podcasterskih platformah Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Play. Ter na Facebooku in YouTubu. Adijo! Ok. Dvignite roke vsi, ki ste se že kdaj poljubljali. Čakaj. Kako pa bodo naši poslušalci vedeli, kdo drži roke gor? Pa saj nas ne vidijo. Pa se v tem je fora. Kaj mora ostati tudi samo med nami? Ok. 3, 4, zdaj. Opa, zanimivo. Ne bi si mislila. To pa je presenečenje.